Dober večer, Sara in Gal. Mi smo uživali v predstavi, polno smeha, polno začudenja. Pa vidva? Ja, definitivno je bila nora predstava. No? Tako, pa ne govorim zdaj samo zaradi tega sršenega pitka, ki se je vmes zgodil čisto spontano, ne? Ampak tudi tako, meni se je zdaj super, publika je bila ful odzivna, ful so dali ene dobrih predlogov, tako da ja, meni je bilo super, no? Dobro sem se imela. No, današnja predstava je bila all about umetna inteligenca in improvizacija. Kakšna je bila izkušnja danes na odru, kar se tiče improviziranja skupaj z umetno inteligenco in kaj je bilo najbolj noro, kar se je kdaj zgodilo v sklopu improviziranja? Jaz moram paziti, da se ne zagovorim preveč, ker zelo rad zaklepetam se, ampak ja, danes je bilo prav zanimivo zaradi tega, ker je bila publika tako živahna in sproščena, da so bili res odlični predlogi, plus to, da smo tudi malo uspeli vključiti noter nekih lokalnih, kako bi rekel, draguljev, naprimer, kakor je tale bar Mozaik in tako naprej, ne. Tako da ja, z umetno inteligenco je pa res zanimivo improvizirati, ker v bistvu je ne pričakuješ, no, kot ne moreš predvideti umetne inteligence tako kot ljudi. Nekako ljudje s svojimi feedbacki in tako naprej je lažje komunicirati, ko pride pa umetna inteligenca, pa je malo bolj zahtevno, se mi zdi, no. Še posebej, če ne razumeš, ali pa umetna inteligenca nima iste etike, kar se improvizacije tiče in se lahko zgodi, da odplava čisto svojo smer in potem se ti na suhem ali pa prešvican. Ampak je bilo treba zvoziti in ste fajn zvozili. Kaj pa naši predlogi, kar je prišlo iz publike? Vama je bilo všeč, se je dalo zašpilati, zimprovizirati tudi na to? Ja, sej predlogi so samo ta prva brca v rita, ne. Tako da jaz vedno pravim, da ni slabega predloga. To, da pridejo te, kot je rekel Gal, lokalni dragulji, je samo fajn, ne, ker je v bistvu, če ne drugače, se mi zdi, se lahko tudi publika nekako ujame v svoje predloge, ne, tako kot se umetna inteligenca lahko reciklira, ne, s svojimi odgovori. Tako da je super, ko prideš recimo v nek prostor, pa ti ljudje dajo predloge, ki so povezani z njihovim prostorom in pol tudi v bistvu so bolj investirani znotraj celega prizora, ne. Vmes je nekdo rekel, kdo to snema, ne, ker smo imeli ta prizor v baru, ne, ja. Tako da super, no, the best, res. V okviru predstave ste veliko sodelovali z umetno inteligenco, tudi v pripravah. A ste se skupaj z ekipo kaj novega naučili? Ja, ne, jaz v bistvu nikoli nisem igral z umetno inteligenco. Tako da to, kar sem prej povedal, to sem se naučil, no, da je bolj nepredvidljiva kot ljudje. Pa tudi nekako sem skozi proces jaz bolj nekako dobil neko bolj konkretno mnenje o umetni inteligenci, no. Kaj če se je sposobna, kaj bo še lahko z njo, kako bomo isto tudi mi v gledališču ali pa na improvizacijskem svetu lahko umetne inteligence uporabljali, ne. Ker zaenkrat se samo v nekih industrijskih panogah, ampak v umetnosti smo se tudi pogovarjali, predvsem je bila to tema predstave, ne, kako se umetna inteligenca in umetnost lahko zbližata, stikata, sodelujeta. In je bil to tako, kako bi rekel, mislim, da je to ena predstava, kjer se v bistvu zgodi poskus tega stika, no, tega spajka. In se mi zdi, da je kar uspešno, no. Tudi meni se zdi, da je bilo kar uspešno. Za konec pa mogoče še, če mi zaupata, če se spomnite, kaj je vajen zadnji prompt v ChatGPT ali oziroma umetno inteligenco? Kako zdraviti sršeni pik? Kontekst? Torej, kolegico Saro je med predstavo pičil sršen, ki nama je letel mimo glav že takoj na začetku predstave. So upala, da bo to vse, ampak potem ne. Očitno je... Tako kot umetna inteligenca, je tudi živa in naravna inteligenca. Tako, ja. In zato prompt, kako
Rabiti sršeni pik je bil moj zadnji prompt, ja. Pa, alergija na borovnice, ne zato, ker bi jo jaz imela, samo zato, ker sem slišala, da obstaja in sem tako, kaj je to, zanima me več, povej mi, kaj je zdaj s to alergijo za borovnice, ker sem pa ni slišala za njo. Hvala lepa, lep večer še naprej, pa se gledamo. Ja, hvala.